Spoštovani novinarji, lepo pozdravljeni. Dali so mi prednost, da jaz začnem to tiskovno konferenco. In sicer, kot veste, je prejšnji teden potekal v Bonu kongres Evropske ljudske stranke. Tam so se zbrali večina premierov, ki vodijo države in pripadajo Evropske ljudske stranke in seveda tudi voditelji strank Evropske ljudske stranke. Evropska ljudska stranka kot pomembna oblikovalka evropske politike zasleduje tudi, kaj se seveda dogaja na področju kršenja človekovih pravic, in tako smo med drugim sprejeli tudi resolucijo, ki govori o totalitarnih komunističnih režimih. Ta resolucija izraža veliko zaskrbljenost Evropske ljudske stranke nad ponovnim obujanjem komunistične ideologije v Evropi. Seveda resolucija prizadeva tudi Slovenijo, kajti vemo, da tudi v Sloveniji se pojavljajo težnje po rehabilitaciji komunističnega totalitarnega režima. Tukaj v Novi Sloveniji še enkrat pozivamo tako vlado kot predsednika države, da naj vendarle opustijo ideološke teme, naj se vlada ukvarja z aktualnimi problemi, kako rešiti težko situacijo v Sloveniji, in mislim, da bi morala pri tem iskati tudi soglasje oziroma dialog tako z opozicijskimi strankami kot z javnostjo. Vidimo pa, da vlada prav skoraj da načrtno uporablja ideološke teme za odvračanje pozornosti. In ta resolucija oziroma Evropska ljudska stranka opozarja tudi na to dogajanje tako v Romuniji kot nekaterih drugih državah, bivših socialističnih državah, kot tudi v Sloveniji. In v času, ko smo mi potrebovali to resolucijo, dobivamo nove table s Titovo cesto in tukaj niti predsednik, niti vlada ni oporekala tem dogajanju v Ljubljani. Če naj spomnim samo na to, v Nemčiji, naprimer, ko so bile deželne volitve, so nekateri poslanci, izvoljeni poslanci v Berlinu morali odstopiti, ko je javnost izvedela, da so bili člani bivše, torej Stasija v bivši vzhodni Nemčiji. Tako se v Novi Sloveniji tudi sprašujemo, ali ima slovenska vlada, slovenski predsednik, ali imajo dva obraza, enega za Evropo, enega pa za Slovenijo. V tem, ko v Evropi sprejemamo resolucije za obsodbo totalitarnih sistemov, v Sloveniji dajemo odlikovanja tistim, ki so sodelovali pri kršenju demokratičnih pravic v bivšem režimu. In to je tudi posmeh vsem tistim, ki so dali svoja življenja v času med in po drugi svetovni vojni. Tukaj je Nova Slovenija že ob odkritju zločinov v Hudi jami opozorila na to, da bi morala tako vlada kot predsednik izraziti večjo pieteto do vseh teh žrtev. Predsednik se jim ni poklonil šele čez pol leta, hkrati pa daje odlikovanja tistim, ki so bili zagovorniki ali pa nasledniki totalitarnega režima. Gotovo vsa ta dejanja zmanjšujejo ugled Slovenije v Evropi in tudi v svetu, kajti Evropska ljudska stranka kot velika zagovornica miru, demokracije, zagovornica spoštovanja človekovih pravic, bo zagotovo ta dejanja vzela na znanje oziroma jih je že vzela, in potem Slovenija lahko pričakuje tudi določene posledice.